Gledate informativno oddajo, ki jo vodita Lorela Flego in Matej Lahovnik. Dober večer in dobrodošli v Bučkah. Novica dneva prihaja iz kabineta predsednika republike. Borut Pahor je z jabolkom navdiha odlikoval Boška Šrota. Njegova zgodba je inspiracija za vse nas. Nekoč je visoko letel, potem pa nizko padel in nase. Je prevzel vse grehe tranzicije in zdaj trpi v imenu vseh padlih tajkunov. Nesebično je pokasiral 9 let in pol. Boška Šrota smo danes ujeli pred sodiščem in ga vprašali, kako komentira to posebno državno odlikovanje. Za priznanje bi se rad zahvalil vsem politikom in menedžerjem, ki so ostali na svobodi in mi omogočili, da trpim ne samo za svoje, ampak tudi za druge grehe. Ob tej priliki bi rad povedal sam še to, da nimam nobenih materialnih dobrin več, nobenih milijonov, vse sem prepisal na Anico, še žetonov za telefon mi je zmanjkalo. Pred zaporom na Dobu je zdaj kolega Kangler. Lep pozdrav! Franc, kakšni so odzivi nekdanjih tajkunov na Šrotovo odlikovanje? Večina tranzicijskih lopovov, s katerimi sem danes govoril, nima pripomb. Edino Bine Kordež je bil malo razočaran. On je prepričan, da bi si tudi on zaslužil kako priznanje, glede na to, da je vse priznal. Bil si tudi v zaporu na Igu. Kaj pravi Hilda Tovšak, ki tam prestaja 8-letno zaporno kazen? S Hildo žal nisem uspel govoriti, ker je bila ravno takrat pri frizeri. Sem pa dobil izjave 2 tranzicijskih menedžerjev, ki se bosta, kot vse kaže, izognila zapori. Poglejmo. Zelo ga cenim kot človeka in kot poslovnega partnerja. Boli me srce, ko ga gledam, a po drugi strani vem, da njegovo žrtvovanje ni za manj. On je za mene velik heroj. Trpi za vse nas, glih, da bi bil en Jezus Kristus. Je pokončen. Nima problemov s hrbtenico, ni ga božga v Sloveniji in ga ne bo. Tako, a prav, vsakemu čas, ko je? Da sem dobro povedal, ne? Sem dobro povedal, kar je res, je res. Tam spodaj je izpeljan kanal iz bloka A, paralelno gre v rov iz bloka C in ven lahko prideš tam ali tam. Mater, ti pa res se obvladaš. Kolega Kangler! Ja, tu z mano je zdaj Janez Janša, človek, ki je na nek način ustvaril lik tajkuna Šrota. Povejte, kaj vas je to odlikovanje kaj presenetilo? Ne, niti ne. Dejstvo je, da sem že na tistem famoznem sestanku avgusta 2005, torej na tistem sestanku, ki ga dejansko ni bilo, ugotovil, da je Boško definitivno iz pravega testa. Že takrat je bilo jasno, da gre za poslovneža, ki ni samo jemal, ampak je bil pripravljen tudi deliti. Recimo delnice Mercatorja za časopisno hišo Delo in podobno. Zato me ne preseneča, da zdaj tukaj na drugi strani te ograje trpi še za vse tiste, ki se mirno sprehajajo od zdravnika do sodišča. Po drugi strani pa je sramota, da človek danes nima niti za žeton. No, kako je s temi žetoni, nam bo zdaj pojasnil pravosodni minister Goran Klemenčič. Pozdravljeni. Dober večer. Poglejte, vsak obsojenec se ima pravico pritožiti zaradi kršitve svojih pravic ali drugih nepravilnosti. Je pa res, da žetoni za telefon niso nekaj samoumevnega. Treba jih je pač kupiti kot vse drugo. Ne, to ni res. Vsak zapornik ima pravico do telefona in žetoni se po določenim pogoji lahko tudi dobijo zastonj. No, zato prvi slišim. Mogoče bi mi, gospod Janša, ki ima s tem očitno dovolj izkušenj, pojasnil, kje piše, da so žetoni zastonj. Ne govorimo o teoriji, ampak o praksi. Jaz nisem dal evra za žetone. No, ni problema. Če tako dobro obvladate zaporniški črni trg, dajte potem gospodu Šrotu kakšen nasvet, da bo stvar urejena. Pa se vam zdi, da je prav, da kot pravosodni minister svetujete ljudem, naj se znajdejo na črnem trgu? Dajte, ne me zdaj. Ne, ta izjava je zrela za interpelacijo, čeprav mislim, da bi bilo bolj korektno, da takoj ponudite odstop. Boste odstopili, gospod minister? Zakaj? Zaradi žetonov? Dajte, ne se hecamo. Alo, ne, se mi tu nič hecamo. Ti, Kangler, se pa kar umiri. V tej oddaji si novinar, ne pa politik. Poslušajte, Lahovnik, jaz imam dosti totih bučk.
tega novinarskega sraja. To je bilo definitivno moja zadnja oddaja. Fajn se imejte, adijo. Jones, greva na eno pivo. Svašta. Hvala za obisk, gospod minister. Ne zakaj. Slovenski filmski center je ravno danes odobril sredstva za snemanje celovečernega filma o poteh in stranpoteh naše tranzicije. Film bo režiral tožilec Jože Kozina. Poglejmo, kaj pravi. Naslov filma je 9 let in pol. Gre za erotični thriller, poln akcije in transakcij. Zgodba se začne v pisarni predsednika vlade, kjer Boško in njegov poslovni partner Igor dobita zeleno luč za tajkunizacijo. Najprej obračunajo z nepredvidljivim Zokijem in vsemi tistimi, ki jih predsednik niti slučajno ne mara. Vse niti vlečejo v sodno dom Andrijana. Tukaj je še robustna Hilda, pa pred konji Bine, gradbena barona Ivan in Dušan, da ne naštajvam vseh likov. Skratka, grem kot po maslu, dokler se ne zgodi kriza in padajo. Za beatifikacijo žrtev tranzicije se zavzema tudi Rimokatoliška cerkev. V Vatikanu zdaj pozdravljam pokojnega kardinala Franceta Rodeta. Dober večer. Pozdravljeni. Monsignor, povejte najprej, ali je res, da ste sprožili postopek, da se Boška Šrota razglasi za blaženega? Tako je, na njega so padli vsi grehi tranzicije in zdaj trpi za vse padle tajkune na prostosti. A se vam zdi, da vseeno malo pretiravate s to beatifikacijo? Vsi sodni postopki v zvezi s tranzicijskimi malverzacijami še zdaleč niso končani. Kaj boste storili, če svoje grehe prizna še kakšen tranzicijski prvoligaš? Veste, ne gre samo za to, da priznaš svoje grehe. Svoje grehe sta nenazadnje priznala tako Hilda Tovšak kot Bine Kordež. A to ni dovolj. Status blaženega zahteva veliko več, tudi dokazane čudeže. Čudež bo, če bo gospod vrnil pivovarni Union vseh teh 61 milijonov evrov. To zagotovo. Na ta čudež bomo še posebej pozorni. No pa poglejmo, kako kandidat za blaženega komentira vašo pobudo. Jaz še nimam za svetnika, poleg tega mi je ta trenutek bliža čezvesoljska zombi cerkev blaženega cunenja. Kaj pravite na to izjavo, monsignor? Vidim, da se je že vmešala konkurenca. No, upam, da ne bo podlegel tej smešni verski frakciji, katere poslanstvo je zvonjenje s piskri in ponvami. Hvala lepa in lep pozdrav v Vatikan. Bodite v cvetju. Poglejmo še ostale današnje novice. Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji tiskovni konferenci predstavil novo maskoto magistrata. Dan živijo, jaz sem Zmaj Jurček, to je moje ime, oči mi je najdoživja, novo službo, honorarno, tukaj pa tam boš dvigati kakšno provizijo, da bo komata, ne oči. Simpatično, petmo sem, ne, čaka, si jedu že kaj, ne, daj pokaž mi, ne, da vidim, ne. Ja, da če nisi jedu. To rdečo mašico bom pa od strica bila, da je pa Štefka sešila, ne. Jaz sem zdaj res najlepši. Ja, kdo je najlepši iz Bačevca svetu? Ja, jaz sem najlepši, ne. Moja osnovna naloga bo strašiti turiste, ne. Če pa zdaj kakšno vprašanje, pa kar naprej, razen če ni dovidar financije, ker ne se pazi, ne. Sem le Zmajček, najhujši na svetu. Zunanji minister Karl Erjavec se je potem, ko je v državnem zboru preživel interpelacijo, spet znašel v zoprni situaciji. V Bruslju se je vanj zagledal njegov avstrijski kolega Sebastian Kurz. Glej ga, Kurz me gleda. Ne ga gledati. Živijo. Ja, hallo. Hallo. Herr Wachs, kennen Sie den slowenischen Außenminister? Natürlich, ja, ein lustiger Mensch. Ja. Dej, vode pa matra. Veste, Kurz me skozi gleda, mal mi je sumljiv. Razumem. Dvakrat sem mu pomežiknil, zdaj pa misel, ne vem kaj. Entschuldigung. Da ne vidiš, da se pogovarjam. Minister, kurz ein ladet Sie auf. A toliko dober zgledam. Ja, še kar. Ja,
Pol pa ni čuden. Burschen, es sieht schlecht aus, ja? Ich habe mir gedacht, dass nicht daraus wird. Scheiße. Ja, wir konnten in einen Furten Das gefesselt. wäre zu riskant. Ja, ich weiß, ich denke, das ist egal, aber wirklich da befestigt gut zu machen. Joj, tole ni tako nedolžno. Upam, da ta neuspešna romanca ne bo vplivala na bilateralne odnose. Spoštovani gledalci, sledi pogovorni šov Marcela Štefančiča. Uživajte v zadnjem tangu. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Nočkofa, moj naslošni gost je človek, za katerega bi težko rekel, da ljudi gleda sviška, Milan Kučan, živo. Živijo, Marcel, že dolgo vas ni bilo v Murglah. Ne bi bilo slabo, da spet pridete na kakšne inštrukcije. Ok, mislim, prijem naslednji teden, je to v redu? Naslednji teden, samo trenutek. V ponedeljek je Milharčič, v torek v torek je Brigant, v sredo sta naročena Žerdine, Repoš, kaj pa četrtek? Kje pa? Pride Beziljeva v četrtek. Kaj pa petek? V petek ni šans, ne, v petkih šlogam. Ne me hecati, šlogate. Šlogam iz kave. Vsak petek sem v Zvezdi. Vidoviti Milan. Ne, Vidoviti Milan je iz Bosne. On uporablja tarot karte. Jaz sem Master Milan, Kučan Consulting, DOO. Ok, prvi slišim, ne, kako to, da ste se specializirali za kavo? No, poglejte, pogosto grem skupaj na kavo. In potem mi je enkrat Zemljarič predlagal, da bi lahko združil koristno s prijetnim, pa sem za hec komu takole malo pošlogal in veste, kaj se je potem zgodilo? Kaj? Ja, vse se je uresničilo, ne? Kaj vse ste napovedali? No, napovedal sem begunsko krizo, že lani maja, napovedal sem vzpon desnice, pa afero z izpusti CO2, pa napovedal sem 2 potresa v Aziji. Takratnemu direktorju NLB, Janku Mediji, sem že lani napovedal, da ga bodo zamenjali. Petru Preču sem pa recimo napovedal, da bo letos porušil vse rekorde. Ok, potem že verjetno veste, kdo bo letos osvojil Ligo prvakov. Ja, Bayern. Ok, bo prvak Olimpija ali Maribor? Maribor. Ok, koliko dolgo bom še delal talk show v Bučkah? Ja, ne več dolgo. Največ do konca marca. A, to ste pa falili, ne? No, boste videli. Še 2 oddaji pa vas bodo ukinili. Si bom zapomnil. Povejte, kakšna kava je najboljša za šloganje? No, poglejte, najboljša je črna kava, turška, brez mleka ali smetane in čim manj sladkorja. Ej, a lahko dobim eno turško, brez mleka pa brez sladkorja? Pa kaj misliš, da sem tvoja kelnarca? No, ko pridete v Murgle, vam bom skuhal eno ta pravo, specialno. Torej, kdaj se zmeniva? Bom poklical, ne? No, to ste že zadnjič rekli. Imam občutek, da se me izogibate. Ok, priznam, da mislim, zadnje čase precej razmišljam svojo glavo, ne? Poglejte, Marcel, veste, to ni dobro. To ni dobro za možgane. Svetujem vam, da opustite to nezdravo navado. Zmenjeno, hvala za tale pogovor. Ni zakaj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bil vedeževalec Master Milan. Mi pa se vidimo naslednji teden ob istem času na istem kanalu. Živo! Thanks. Na vrsti je šport in Zmago Sagadin. Pozdravljena. Lahko ugibam, kaj bo prva novica? Ni treba, ker vem, da jo že poznaš. Ja, gremo v kam drugam kot v Planico. Andrej Starej in Jelko Gros sta postavila nov komentatorski svetovni rekord v poletih. Nista skočila sama, ampak jo je vozil Jurij Tepeš. Poglejte to komedijo. V redu. Ja, Bom jaz od spredaj, pa mi jaz od zadaj, ne? Jurij bo pa v sredini. Ja, no, jaz ga bom kar prijel za tale dres, ne? Poglejmo, zapni se. Ja, za peč je. Razmere Že v so- štartu sem bil, ne? Razmere so Poglej, dober je. in gremo! Ja. Tole pa bo zdale. No, pokažimo, koliko nas je v prašnikih. No, Jelko, čez 200 je bilo tole, ne? Tole kot orgazem. Ja. Bravo! No, pa sem naredil potičko prvič kot reporter. Ocene so jasno. dobre.
Ocene same 237,5. Najdaljši skok reporterja. Hvala, Juri. Čestitke obema tudi v imenu športne redakcije Bučk. Trener nogometašov Maribora Darko Milanič je na treningih uvedel nekaj nujno potrebnih novosti. Prva je ta, da igralci združujejo dva doslej ločena elementa, gibanje in razmišljanje. Druga revolucionarna novost pa je trening galopa, ki ga je Milanič prenesel direkt iz Lipice. To pomeni, da bodo imeli kondicije kot konji. Ali pa se bodo boljš prodalo v avstrijsko ligo, kjer zelo cenijo Lipicance. Hvala Zmago. Poglejmo za konec še nekaj družabno-glasbenega utripa. Stranka Modernega centra je v Cankarjevem domu organizirala sprejem novih članov. Bilo je veliko moraliziranja in malo samoironije. Ful sem laufala. Olej, baby! Pa se ne možeš verjeti, kakšno lepo obleko so ima, kakšna pika polonca. Ja. A je mogoče noseča? Bolj potiho govor. Branka je odletel. Me prav zanima, kam bo zdaj po novem šel. Grem staviti, da se bo glitle usedla ta zadeto kapo. Dober večer, hvala. Dober večer. Kar vsece. A sta vidva brata? Ne. Najini predniki izhajajo iz Bele krajine. Sta si pa čist podobna. Kot predsednik vlade bi vas najprej lepo pozdravil, vse vas in pa tudi tiste, ki ste danes prvič z nami. Kot dobro veste, bomo nocoj medse sprejeli nekaj novih članov. Imeli bomo običajen obred kot na talent šovu. Kandidati bodo morali zapeti eno lepo pesmico, kar izvolite, prosim. Naša četica koraka v stranko po ideje, drug za drugim ravni vrsti je precej ceneje. Drug za drugim ravni vrsti sladko se nam smeje. Dovolj smo slišali, utihnite prosim. Naredili luknjo v moralo, da bo padel svojo stranko v etično spiralo. Dajte lepo domov in poskušajte v kakšni drugi stranki. Hvala in adijo. In zdaj bodo šli lepo v SDS. Tam imajo radi pesmi na račun Mirka, ne? Zelo, ja. Niti to jih ne moti, če so narejene na užičko kolo. Poglejte, kako sta na nedavnem talent šovu v Šenčurju navdušila Janko in Stanko iz sosednje vasi. Vojači! Kulepav, jutraj sem užgal matonko, vsedel se v traktor, na bušu sem se kivo, sem vprašal, kje je Milo. To je bilo vse za nocoj. Še naprej nas spremljajte na družabnih omrežjih. Glejte nas na YouTubu ali na RTV 4D. Vidimo se naslednjo sredo. Čau!